Vsi moji referati od zadnjih 3-4 let sem jih zbral, oziroma zbral te iz letošnjega leta, vse referate, ko so se zmeraj žvalili, ampak so bili po pisarni hiši, sem jih zbral in dal vezati v to plav zbornik del. Iz lanskega leta je pa na desni strani pa komplet te moje objavljena dela, ki sem jih tudi združil in dal vezati v ta obliki zbornik del. Zelo debel je pa ta od 2009 do 2011 zbornik, ki zajema tudi vsa objavljena strokovna dela z vidika inovacij, marketinga, menedžmenta, mednarodnega sodelovanja. In noter je tudi ta moj izvirni prispevek oziroma zasnova intelektualni šarm. To je v svetovnem merilu novost, do zdaj nobeden mi ni oponiral, da nisem jaz v svetovnem merilu avtor. In kaj je bistvo tega intelektualnega šarma? Da je ena rezultanta 4 ali 8 komponent ali satelitov, ki tvorijo intelektualni šarm. To pomeni, prvo, da imamo ustrezen način, skratka obvladovanje komuniciranja med seboj. Drugo, da so poleg teh veščin komuniciranja etika, morala, obvladovanje zadeve, predmeta, o čimer se pogovarjamo, da ne govorimo o oblakih, ampak konkretnem problem, da je potem ustrezna širina med temi, ki komuniciramo, diskutiramo, obravnavamo neki problem in potem to malo globalno razmišljanje in da iz tega sledi tudi neka motivacija, stimulacija za vse udeležence. Lahko bi rekli, da tudi pri izvajanju tega intelektualnega šarma imamo en multidisciplinarni pristop vsekakor, ampak neka vrsta brainstorming metoda, burjenje možganov, da se razvijajo nove ideje v interesu posameznikov, bodisi firma, bodisi fakultete ali celotna družba. No, kot ste pravilno poudarili na samem uvodu, največje bogatstvo v tej razstavi, ki traja od 20. septembra do 10. oktobra, je ta vitrina in noter je 11 mojih knjig. Na prvem panoju tudi vidimo vaša šolska spričevala, se pravi, da vsega tega znanja, da vseh teh del ste prišli skozi trdo garanje, skozi učenje, skozi usposabljanje. Se pravi, kako je potekala vaša življenjska pot, recimo od, če rečemo tako, bosih nog pa do današnjega dne? Ja, moji spomini segajo v 1. september 1943, ko sem šel recimo prvih 10 dni približno v otroški vrtec v Mirno, bil še fašizem. Potem je bil polom Italije, 9.9.43 je bilo to kapitulacija Italije in tudi ni bilo več vrteca, so to razpodili. In velik mejnik, kriza v Mirnu, kaj je bila, da so 1. februarja en udbaš je ustrelil neka nemška podvicira, naslednji dan je bila svečnica in so zbrali vse krajane na glavni trg v Mirnu. In kaj je sledilo? Jaz sem bil tudi v vrsti pred nemško puško kot talec. No, potem mirnski župnik dekan Pahor je to rešil, da so ob 9. uri spustili domov starčke in otroka, ampak potem šele ob 15.30 so rekli, zdaj imate pol ure časa, da rešite iz vaših hiš domov, kar se da v pol ure. Se pravi, to je bilo ta leto 2. februar 1944. No in jasno, da smo bili potem begunci v sosednji vasi Bilje. In bil je 1. september 1945 po vojni. Jaz sem bil takrat star 7 let in sem začel obiskovati osnovno šolo v Biljah. No in se najde iz mojih arhivov tudi original spričevalo iz 1. razreda osnovne šole Bilje. In kaj piše gor interesantno, pokrajina, Julijska krajina, spodaj, vojaška uprava za Julijsko krajino, 13. korpus in vsako vidi, je bila cona A, cona B, ko vidite vojaška uprava, cona A, cona B. No, potem sem zbral še ostala spričevala iz 8-letka, oziroma nižja gimnazija bila takrat, sem končal s prav dobrim. Potem je diploma iz tehnično srednjo sem končal. Imam potem v nadaljevanju višja tehnična, tam sem bil star 25 let.
No, in spodaj pod teh panojih so potem posamezna diploma, višek je bil potem podiplomski in magistrski študij, in jasno tudi doktorat iz tema inovacije in marketing na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, ki je bila takrat edina v Jugoslaviji na temo inovacije in marketing. Se pravi, to so moja praktična dosežki. Tu se nekako pričenja vaše strokovno delo. No, dejansko jaz imam dobre reference v teoriji, v praksi in moja prednost je, da sem znal združevati teorijo in prakso. Celo v teoriji marketinga, zahvaljujoč moji dolgoletni praksi v gospodarstvu, sem oblikoval, dopolnil teorijo marketinga z mojimi izvirnimi modeli. No, tle imamo prikaz recimo nekaterih pomembnih dogodkov, ali je bila državna še jugoslovansko posvetovanje v Iskri delti. Imamo potem recimo razna nastopanje na mednarodnih simpozijih. Imamo tle recimo, sem zbral nekaj posnetkov za govor mojega doktorata 14.1. leta 80 na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, podeljevanje doktorskih diplom, nekateri te detajli, lepi trenutki iz tistih časov. Zdaj spodaj imamo nekaj zbornikov del, nekaj v angleščini in nemščini, ki so izhajale te knjige v Frankfurtu, nekaj Akademija znanosti v Ljubljani in ostala recimo moje, se pravi, dosežki marketinške aktivnosti, zbrana dela, se pravi v tej knjigi ali zborniku del je lahko 300 referatov, ki so na enem mestu združene. Jasno, da so vsa ta moja dela javno dostopna. V Cobisu, to bi rekli, da so najnovejši posnetki, najnovejša priznanja. In sicer 6. septembra 2013 mi je mestni svet mestne občine Nova Gorica podelil plaketo za moje raziskovalno, razvojno, znanstveno-raziskovalno delo. No, in to je recimo tudi biti prerok v lastni vasi, to je v bistvu težko, ampak no, kljub temu sem dočakal pri mojih letih, da so tudi se spomnili name in so glasno podali to. Ne samo ta papir A4 format, ampak v sklopu te plakete, tega priznanja, tudi ta grafika, kolor grafika od pokojnega akademskega slikarja Posege. No, te spodaj v tej tretji vitrini imamo tudi zbornike mojih objavljenih del. Zbornik pomeni, kot sem že rekel, zbrana dela, po vsaka 2-3 leta sem zbral te referate, jih dal v tiskarno, da so vezani, da je na enem mestu vse to. Jasno, da marsikaj reče, ja, Gabriel, lahko udariš malo mimo, ampak tudi tiste moje prognoze so se v mnogih primerih udejanjile. Pisati zgodovino, kaj je bilo na levem ali desnem bregu Nila, je mnogo lažje, kot danes podati eno prognozo na določeni panogi, ali je to marketing ali je katerakoli druga branža, družbeni dogodki in podobno. No, vaše delo se ne zaključi na domačih tleh, pač pa ste z njim šli tudi v mednarodne vode. No, dejansko imam veliko objavljenih del na mednarodnih konferencah, posvetovanjih, simpozijih. Ta so bila potem dela tudi objavljena v teh zbornikih del. Recimo v Frankfurtu so išla zbrana dela oziroma kot knjige v angleščini, nemščini. No in to so tudi tle prisotne med nami. Se lahko ponovimo. No, vaše delo, kot vidimo tukaj, se ne konča na domačih tleh, pač pa ste z svojim znanjem, s svojimi izkušnjami zapluli tudi v mednarodne vode. Dejansko ta marketing, filozofija in praksa marketinga je, recimo že od pamtiveka, ampak bistvo tega marketinga je v tem, da izhajamo iz trga, ugotavljamo potrebe povpraševanja, plačilno sposobno povpraševanje, na osnovi tega razvijamo, oblikujemo nove izdelke, nove storitve, da jih plasiramo tistemu segmentu, tistemu kupcu, za katerega smo ugotovili določeno priznanje. No in prej sem omenil tudi Cobis, moja dela so zajeta vsa v mednarodni bazi Cobis, ki se pogleda in se vidi posamezne točke, referati, objavljene dela mentorstva, no, če sem rekel mentorstva, na dodiplomskem, specialističnem in podiplomskem magistrskem študiju
beleži moje mentorstvo preko 500 mentorstev. Samo za magisterij in doktorata imam spisek okoli 25 mentorstev, kar je recimo tudi predstavljeno garaško delo. Tudi na področju ekspertiz sem stalni sodni izvedenec za inovacije in marketing in sem jo tudi tle, tudi če rečemo iz Bovca do Portoroža, sem rešil nekaj direktorjev zapora, ker so bili krivo obtoženi oziroma je bilo potrebno pripraviti neko strokovno mnenje na to temo. No, tle imamo spet nekaj teh zdaj. No, tle je recimo ena mednarodna razstava inovacije Rastiju Reka in tam sem dobil srebrno plaketo za en moj patent, ki se klical talni sifon z integralnim vložkom. In dobro je ta diploma, ko sem bil star 25 let iz Maribora, inženir strojništva. Ta je recimo pomembna diploma, veščak za upravljanje in nadaljevanje ali pa za menedžment. No, če gremo malo naprej, vidimo to uokvirjeno diplomo original doktoratu. Pisati doktorata, jasno, da ni enostavna zadeva. Po doktorata imamo tle moj še edini izvod doktorata, ki ima skoraj 400 strani in je bilo, govorim za leto 1978 sem zaključen, potem je bilo treba še malo to češljati, strukturirati in podobno, da je prišlo in potem so iz tega nastala druga dela. No, tle imamo tudi zbornik oziroma knjige, v katerih sem soavtor v angleščini, slovenščini, angleščini smo rekli, nemščini v okviru Univerze Maribor ali pa v Frankfurtu pri založbi Peter Lang so išle. No, tle recimo sem bil od leta 1995 dalje na fakulteti za menedžment, od samega začetka, pripravil scenarije, bil nosilec in predavatelj za nekaj predmetov oziroma za trženje. Isto je, ja, no, sem dobil tudi potem v neki obletnici priznanje, to je recimo neko moralno priznanje za vloženo delo, za reference in tako dalje. No, recimo tle bi bilo za omeniti tudi Univerza Nova Gorica ali Politehnika svoj čas, 5 leta 1995 je bila ustanovljena in tudi tam sem bil oblikovalec dveh predmetov in izvajalec in nosilec marketinga inženirskih storitev in marketinga industrijskih proizvodov. No, ko grem po terenu ali po fabrikah, pristopijo ti moji študenti ali so magistri ali diplomirani ekonomisti ali inženirji, in reče profesor, me več poznate, vi ste bil moj profesor, moj mentor in tako dalje. No, skratka, so ti moji produkti tudi uspešni diplomanti. No, tam imamo potem še, kot je bila ta original v domačem jeziku, tle imamo diplomo mednarodno, isto o doktoratu, ki je, ima tudi jasno svojo težo. Eno priznanje za moje ustvarjalno delo v Plami, ko sem bil še magister. No in to je recimo, mi priznajo, da sem oral ledino na področju uvajanja marketinga, na področju teh recimo inventivno-inovacijskih procesov, da sem znal spodbuditi te procese oziroma tehnične izboljšave do patentov, kar je bilo tudi interesantno. Pod tistim priznanjem imamo še eno priznanje Univerze Maribor, visok takratna Vekša, za moje povezovanje znanosti, tehnike, skratka izobraževanja ali pa izobraževalnih institucij z gospodarstvom. Vaša dela so nastajala v, lahko rečemo, tudi burnih časih. Preživeli ste kar 3 režime, če tako rečemo, in pa tudi samo gospodarstvo se je sila spreminjala, razmere pač od proizvoda pač do prodaje in način življenja. Ja. Morda bi nekako poskušali nekaj teh primerjav iz rane mladosti, iz vseh teh vaših zgodb, če tako rečemo. Ja. Poleg dela so to tudi zgodbe, verjetno nastajale. Ja, hvala. Dejansko so lahko bi rekli tudi 4 režimi. Moji starši so živeli in preživeli oziroma do Prve svetovne vojne je bila Avstro-Ogrska, je bila disciplina, je bilo marsikateri naši nonoti so rekli, kako je bila red, disciplina, zakonodaja.
v Avstro-Ogrski, kako je to funkcioniralo. Uredi, leta 14 nastopila Prva svetovna vojna, leta 15 je Italija vstopila v Drugo svetovno vojno kontra Avstro-Ogrski. No in moj oče je bil tudi komandir čete v Avstro-Ogrski vojski, ker je bila Avstro-Ogrska, in kaj se je zgodilo, da je tu bil več priznanj, več ordenov, med drugim tudi takrat, ko je bil koncem oktobra leta 1917, kobariški prevoj, ko so pognali okupatorje, se pravi Italijana, do reke Piave in tako dalje, tam so Italijani rušili mostove, moj oče je svojo četico preplaval s puško na drugo stran, ampak potem je padla komanda, so se ustrašili Francozi, Angleži, kam gre ta vojska, in so poslali še ostale sile, da je Avstro-Ogrska klonila. Dobro, no, potem po prvi svetovni vojni je bila jasno katastrofa. Po liniji matere je bila familija v Gornji Radgoni, po liniji očeta, se pravi ostali člani razen očeta, so bili v Celju. No in potem na povratku domov, jasno se najdli svoje to pogorišče. Jaz sem to dejansko tudi zabeležil v tej moji knjigi iz lanskega leta, ki je bila oktobra meseca promovirana na mestni občini, naslov Vrtincu dogodkov s podnaslovom s poudarkom na rdeča nitka, družinsko drevo, dogodki, Prva svetovna vojna, starši, fašizem med obema vojnama, kako se še spominjam, ali pa moja sestra, ki je toliko starejša, je hodila še 8 letko v Mirnu in jasno je bila italijanska učiteljica, in kaj je? Ta njena sošolka v isti klopi ni kapirala te italijanke učiteljice in vpraša druga mojo sestro, kaj pravi učiteljica. V tistem trenutku italijanska učiteljica vidi, da govori slovensko, pride do učenke, do moje sestre in reče apri la bocca. In jaz to kot bila hipotizira opre usta in pljune ta italijanska učiteljica v usta moje sestre. No, to je samo en detalj, kako je bil fašizem. Moj oče je bil narodnjak, ker ni hotel se upisati v fašijo, je pač izgubil službo, so mu dali še 8 dni časa naj premisli, da ima 5 otrok in tako dalje. Ma rekel, jaz sem že vam rekel, da ne mislim iti v fašijo, izgubil službo. Ma je bilo kdo je potem nasledil? Črna srajca, Dančo. In bilo je leto 45 osvoboditev, bilo je leto 47 priključitev Primorske. Isti, ki je nadomestil takrat leta 43 mojega očeta, je potem nadaljeval z rdečo srajco naprej. No, tu so te detajli. No, potem je bila cona A, cona B, kako je bilo takrat. Marsikdo se spomni dogodkov, mi smo bili cona A, je bila malo boljša kot cona B. No, sakrat, en kup teh detajlov je tle zajetih. No, če se obrnemo potem na te režime, ki slavimo, mislim, da 23. avgust, vsako leto je proglašen za dan spomina na totalitarne režime. Fašizem, komunizem in nacizem. No, zakaj 23? Ker 23. avgust 1939 sta Hitler in Stalin podpisala pakt, pogodbo o prijateljstvu, sodelovanju, nenapadanju in tako dalje. Največja tajna klavzula je bila delitev Poljske na pol. En dober teden po tem podpisu pogodba so že vkorakale nemške čete točno do tiste meje, da so razkosali to Poljsko na 2 dela in šele mogoče čez 14 dni ali pa en teden po zasedbi Poljsko strani nemškega okupatorja pride Rdeča armada, točno kot je bilo določeno. Ampak v sredstva javnega obveščanja Stalin reče, mi smo prišli na Poljsko, sicer bi Hitler pohopsal še drugi del. To je taktika. Dobro, moja teta, sem bil star izpod 10 let, ko je dala Avstro-Ogrsko, je dala fašizem in potem že prve znaka komunizma, prejšnjega sistema. In rekla je lep stavek, otrok moj, veš, ni nobena razlika med fašizmom in komunizmom. Tudi če rečemo vse 3 totalitarne režime, jaz sem navedel malo med vrsticami v lanski knjigi, da kdaj pridejo diktatorji na površje. Mussolini po prvi svetovni vojni je bila kriza. In jasno, svojo četico prikorakal v Rim, osvojil in se ve, kaj je bilo z njim.
Hitler po prvi svetovni vojni je bila tudi kriza v Avstriji, Nemčiji in zbiral svojo četico, svojo nacionalno stranko, oblikoval in se širil, skratka do prevzel oblast. Ma ni bilo dovolj oblast samo v Nemčiji, hotel ekspanzijo, ampak tam je zakačil kot vsi ostali diktatorji. No, to sem recimo te detajle tudi malo tabelarično prikazal posamezne dogodke. No, če se vrnemo zdaj na to jugoslovansko samoupravljanje, jaz sem imel en referat, bilo je leta 1973 v Portorožu, planiranje, samoupravljanje in tako naprej. In to je bilo, jasno, treba paziti na izrazoslovje. No, malo mi je se utrnila ena misel in sem rekel, kot gre ljubezen skozi želodec, politika skozi želodec, tudi samoupravljanje mora iti skozi želodec. To je bila recimo ena revolucionarna misel za tiste čase pred 40 leti. No, ma kaj jaz samo tu pojasnim, kaj pomeni samoupravljanje skozi želodec, da je ta želodec ekonomika, poslovanje, če ni pozitivno, poslovanje tudi samoupravljanja ni. Dobro, no, to se pravi ta detajl, no in tudi recimo na to razmišljanje vprašanje o marketingu. V bistvu naši dedje, tisti, ki so bili uspešni, so obvladali ta pristop trženja, razvoja, prodaje, od ideje do uspešne prodaje. Mi imamo lahko človeka, ki ima več patentov, ima tisti njegovi produkti ne doživijo uspeha, trg jih ne sprejme. No, jaz sem oblikoval na to temo v mojem doktoratu tudi zanimiv tako zvani kontinuirani model razvoja in ekspanzije, ki je štart trgu. Trg je tista barijera, tista informacija, iz katerega črpamo informacije in na osnovi tega čaramo vse ostale stvari. No, se pravi, prvo moramo imeti mi neko zamisel ali invencijo. Ampak mi zamisli ne prodajamo, treba opredmetiti to zamisel, pretvoriti v inovacijo in potem šele sledi proizvodnja in pride tretja faza, prodaja produkta na trg. In tam se vidi, kot sem uvodoma rekel, ali je produkt interesanten, trg sprejme ali ne sprejme. Zdaj so lahko tudi taki produkti, da tržišče ni dozorelo za sprejem določenih artiklov, gre še v fazo mirovanja. No, ma ne glede na to, če gremo dalje, zadnja četrta faza v tega kontinuiranega modela so poprodajne usluge oziroma poprodajne storitve ali z eno besedo servis. Ne samo servis avtomobila v garancijskem ali po garancijskem roku, temveč tudi za vse ostale produkte izvajamo tipanje, obiščujemo stranke, naše kupce, pretekle, sedanje in bodoče, da ugotavljamo, kaj so dosegli, kako so bili zadovoljni s tem konkretnim produktom. In to je potem informacija, feedback za ostala nadaljnja dela. No in to recimo na to temo je tudi ustvarjalno sodelovanje, ta knjiga, ki podrobno obdeluje od ideje zasnove do uspešne prodaje. Ta malo zdraven je pa moj dober referenca kot univerzitetni učbenik na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, je v hrvaščini, za podiplomski magistrski študij, ker sem tudi predaval, ko je bil moj mentor, profesor dr. Roman Obraz, nosilec nekih predmetov. Verjetno ekonomija ostaja ekonomija, prijemi pa najbrž se spreminjajo. Ja, se spreminja, kot se razvija družba, družbeno-politični sistemi, gospodarstvo, se to spreminja. No, zdaj, če bi se fokusirali na Slovenijo zadnjih 20 let, 22 let, bi tudi videli, da je Slovenija dejansko po koncu Prve svetovne vojne je bil neki ciklus cirka 70 let in tistem modulu je bila neka analiza, če takrat, leta 1991, Slovenija se ne bi osamosvojila, bi bilo treba čakati naslednjih 70 let za novo priložnost, tako se pač nekaj taka gibanja za to. No, če se povrnemo na ekonomiko, Slovenija je mala parcela, mala država, 2 milijona nas je, ampak ne glede na velikost, tudi Kitajska je velika, toliko in toliko prebivalcev, ampak je vsak prebivalec je svoja celica, je svoj per capita. No in tudi ta Slovenija, ki je bila za časa Avstro-Ogrske, za časa Kraljevine Jugoslavije ali pa za časa Jugoslavije bivše socialistične,
In tudi po osamosvojitvi je imela kader, imela programe, imela ljudi, imela voljo, bila industrijsko razvita. Ampak zdaj, če pogledamo katastrofo zadnjih 5 let, firme se zapirajo, vsak vpraša, Gabriel, kaj se dogaja s tistimi tvojimi kolegi, ekonomisti, inženirji, kaj je to, kakšen je vzrok. No, vzrokov je veliko, ne. Eno je, kar zdaj že ptički govorijo na strehi, da so banka kriva. No, imamo tudi recimo ta zakonodaja. Jaz sem pred leti delal tudi neko obsežno, zahtevno ekspertizo za sodišče v Postojni. Tožna stranka je bil Lesonit. In v redu sem rekel, če so položili avans za to moje delo, so rekli, ne se vtikovati tisto njihovo delo. Skratka, Lesonit je šel v stečaj in ko je bilo za izplačati moj honorar, so bili brez denarja. So rekli, naj se javim v stečajno maso od tega Lesonita. Sem rekel, z vami nimam nič, da se vklopim v skupno maso. Vi ste moji naročniki, javite se vi v stečajno maso. Ampak to je trajalo svojih 7 let od izvedbe domače naloge, se pravi izvedeniškega mnenja, do kasiranja tistih cirka 2000 evrov, je bila dolga bitka 7 let. 7 let in jaz sem tam videl, da ta država ni pravna. Sodišče je meni dalo odločbo, sklep za napraviti to ekspertizo in na koncu je ona pravobranilka, ko je bilo potrebno dati izvršbo, izvršba je uspela, a potem je pravobranilka ena je to insistirala pritožba. In se to vleče, pritožba, pa čez 1 leto ponovitev obravnave in tako dalje. Skratka, 7 let se je vleklo. Tudi je dokaz, da ta država takrat ni bila pravna, a tudi danes, če govorimo, da se fokusiramo na kritiko bank. In kaj je zdaj v javnosti? Da zakonodaja taka, da ne smejo dati imena kreditojemalcev. Faktor banka, Probanka, sta šla skratka zugrund, zadnje faze še zdihljaje, ampak zdaj treba država 1 milijardo, to je strašen denar, za 4%, ki te 2 banke pokrivajo domačega trga s temi bančnimi storitvami, dokapitalizirati 1 milijardo, to je nekaj strašnega. In potem ti rečejo, ja, zakonodaja je taka, da ne smemo objaviti imena kreditodajalcev. Za kreditodajalca te 2 banke ali pa za ostale banke v Sloveniji se ve, kdo je bil direktor, kdo je odobraval, malo lažje, ne. Ampak za te kredito je malce, da je to neka bančna tajna. Vprašal sem nekatera tipa, povej mi, Jože, kakšna razlika, če tip oropa banko in pobere 1 milijon in ga čez 1 mesec ujamejo, gre na sodišče, mora vrniti denar in gre v zapor toliko let. Se pravi, je ukradel v isti banki. No, imamo drugi primer, ta aktuelni sedaj, ko so jemali, ne 100 000, so jemali milijone. In zdaj kakšna je razlika, ali tisti, ki je ukradel in potem mogel vrniti in šel v zapor, ali ti, ki so legalno pobrali, dobili kredit velikih zneskov, da je treba držati v tajnosti. In eden reče, ja, ni razlika, ali je oni, ki je oropal banko, ali ta, ki je dobil kredit in ne vrne, je to dejansko kriminal, korelacija 0,99. Ne? No, in iz tega sledi, da bi ta zakon, to je zdaj stvar tolmačenja, da se ne bi spuščal v bančne zadeve na pravosodje, ampak zdaj na to logiko. In sicer, reče, ja, bančna tajna. Dobro, ampak ta interpretacija, za unga, ki je dejansko, ti so oropali banko, so dobili kredit in niso obrnili, to je zdaj rop. Zdaj analiza od primera do primera, ali je šla njegova firma v stečaj, ali so denar šel na Ciper in druga oaza, to je drugo. No, ima bistvo, tisti, ki tolmače, poslovna tajna, je zgrešena ta interpretacija. V redu, ne bo. Za tiste, ki so poštene, ne bo poslovna tajna, bančna tajna, vendar, če so kriminalci, kot sem rekel, dovni Evropa banko, ta dobi kredit, je to treba dati na veliki zvon, kot so tudi recimo nekatere države dale te lumpe na svetlo. Skratka, če se eden opira te zakonodaje, da je bančna tajna, potem je treba ustrezno interpretacijo oziroma aneks k temu zakonu
ga izpopolniti in reči v dani situaciji. Takrat je bil zakon sprejet tak in taki za normalne razmere, ampak zdaj, če so rezultati taki, mi ne moramo govoriti o neki poslovni tajnosti za toliko milijard, ki so ti dobesedno oropali banke v obliki kredita, če vse v sklopu zakonodaje in tako dalje, ampak dejansko je to katastrofa in to je potem izvirni greh za naše gospodarstvo, da dobra firma, ugledna firma slovenska, so rabile kredita, premostitvene ali kakršnokoli za repromateriale, niso mogli dobiti kreditov pri domačih bankah. In zakaj ne? Ker so šli te milijone, milijarde tem tajkunom. Zdaj beseda tajkun ima dvoznačni pomen. Kot medalja po ameriško tajkun pomeni, da je lahko oseba, ki je imela, se pravi, skozi stoletja družinske tradicije, od roda v rod so razvijali in so imeli potem za pozitivno poslovanje tudi ustrezen ugled v družbi. No, druga plat medalje, tajkuni so te, kar govorimo pri nas, so oropali banke ali vse ostalo uničili in niso plačevali delavcev, skratka prišlo do te katastrofe. No, se pravi, rešitev je, ko govorimo v Sloveniji o trojki, če bi trojka prišla pred 5 leti, bi bilo mnogo boljši kot danes. No, zdaj je povezano tudi ta, ne glede na politični sistem, katera stranka je na vladi, katera čara, katera sprejema zakonodajo, imamo tle dejansko izvirni greh lahko v osnutku nekega zakona. Tisti, ki so osnovalci nekega zakona, če ni zakon ustrezen, je slab. Ta slab zakon sprejme parlament, ne samo v Slovenijo, kjerkoli po svetu. Parlament je druga napaka in tretja napaka, ko nadzorniki oziroma inšpektori izvajajo, kontrolirajo izvajanje butastega zakona. No, in mislim, to se da govoriti ure in ure. No, še zadnje vprašanje, da govorili smo o politiki in nekako o ekonomiji. Kako lahko politika vpliva na ekonomijo oziroma ali lahko ekonomija vpliva na politiko? Perfektno. Odgovor, bolj kratek bi bil, da dejansko politika države kroji usodo gospodarstva. Ker gospodarstvo uredi, zdaj, če je tudi neka ustrezna državna politika, da omogoča razvoj in da je ustrezna takse, davki, prispevki, to je recimo vse ob tem normalnem. Ko sem bil zadnjič službeno v Nemčiji, smo vprašali enega trgovca, tam prijatelja od mojega sošolca, kako tečaj imajo kot v Italiji 2 knjige črno in za kasiranje denarja na črno in tako dalje. A pravi, veš kaj, pri nas imamo s 1.1. jasno, koliko bomo plačali davkov, prispevkov in nam na pamet ne pride, da bi imeli mi črno knjigo oziroma ne bi evidentirali vseh prihodkov in odhodkov. To pomeni stabilnost zakonodaje. No in ta zakonodaja dejansko mora biti taka, da traja, vsaj rečem 10 ali 20 let ali pa določene zakoni stoletja. Zdaj, mislim, zdaj stoletja za naš parlament, ampak da traja vsaj 5 ali 10 let, oziroma če govorimo o gospodarstvu, mora biti ta zakon, ta način upravljanja tako oblikovan, da je dolgoročno naravnan. Če jaz imam kapital, dobim kredita, gre v neko perfektno investicijo in imam trg, imam razpolago vse resurse in kaj se zgodi, če ni recimo, da mi udarijo neka davka, kot je zdaj na parcele, imamo primere v Sloveniji, ko so dvignili roke ugledni menedžerji, a so rekli, ne bomo investirali v recimo Beli krajini, novo fabriko, nove investicije, da bi potem ne krili niti vseh stroškov iz naslova poslovanja, ker bi bili davki na nepremičnine taki in taki. Ne, se pravi, dejansko je vpliv politike na gospodarstvo, lahko kakšen preko tudi obratno. Zdaj, če damo primer sredi septembra oziroma zdaj drugi polovici septembra, je Angela Merkel 3. mandat zmagala in bo spet kanclerka. Ampak kaj je zdaj? Nekateri tudi rišijo Grki to kanclerko s kljukastim križem in ne vem še kaj. No, dejstvo, da so Nemci pod vodstvom še Schröderja in te
njihova kanclerka uspeli stabilizirati gospodarstvo. Oni so vedeli, kje so načini, vzvodi za uspešno gospodarstvo. Sicer zdaj, če bi mi govorili vzroke, sem tudi imel nekaj razprav, lansko leto v juniju tudi, so mi v Delu objavili primer reševanja gospodarska kriza v Evropski uniji. Če rečemo v Evropski uniji, jasno, da je to zajame tudi Slovenijo. No, se pravi, kakšni so vzroki. Da dam primer 2004, sem delal eno strategijo marketinga za prodor Direct Metals Interim, ki je ena firma štajerska na italijanski trg. No in sem videl, tam so že zapirali firme. Eno zapirati firmo za proizvodnjo čevljev, tekstila, ampak so zapirali tudi fabrike, ki so izdelovale orodja. Se pravi, projektanti, programerji, orodjarji so selili ta fabrika iz Evrope v Azijo oziroma na Kitajsko in druge države. No, se pravi, kaj je zdaj bistveni vzrok? Selitev tehnologije, opreme, inštruktorjev, se pravi ljudi, ki so usposobili kitajski narod za proizvodnjo, in potem se je tam proizvodnja odvijala in te proizvodi cenejši so prihajali v Evropsko unijo. Tle, če so selili, zapirali fabrika v Evropski uniji, vključno v Sloveniji, je to dejansko povzročilo zapiranje delovnih mest, zapiranje fabrik v Sloveniji, v Evropski uniji. No, se pravi, to so glavni te vzroki. Če se povrnemo na Schröderja, sprejel svoj čas, prišla z aviona ena velika kitajska delegacija in so podpisali eno veliko pogodbo za nekaj milijard prodaje najnovejše tehnologije, opreme, kompjuterjev, ne vem s kakšnih programov. In kaj? Ti daš najboljšo tehnologijo, najboljši kader, usposabljanje kadrov, ampak katastrofa je, da ostane trg prazen za tiste produkte, ki smo jih mi proizvajali v Evropski uniji, se proizvaja za polovično ceno recimo v Kitajski, in to je potem dejansko ta izvirni greh. No, to so mi lepo objavili, to sem bilo nekaj strani teksta, ki sem imel rep in glavo. No in se potem, če imamo vzroke, vemo, kakšni so bili vzroki propadanja gospodarstva v Evropski uniji ali pa v Sloveniji, rešitev je v obratni smeri. Samo zdaj Slovenija majhna ne more zdaj diktirati cele Evropske unije, ampak iz nivoja Bruslja, iz nivoja Evropske komisije bi bilo potrebno to strategijo korigirati v tem smislu, da je bistvo, ne bomo rekli kitajski zid, temveč uravnotežena zunajtrgovinska bilanca bi morala biti med uvozom in izvozom, ali je to Evropska unija do Kitajske, do katerihkoli drugih držav. To je zdaj bistvo rešitve. Je zdaj jasno, kdo je proti temu mojemu razmišljanju, mojemu modelu, tisti, ki imajo fabrika na Kitajskem, recimo, tisti, ki so jih kreditirali, se pravi banka, logisti, se pravi transport, uvozniki, izvozniki, ti so jasno proti temu modelu, in trgovci, ki prodajajo ceneno blago oziroma po takih cenah, da v Evropski uniji in v Sloveniji se ne bi splačalo več proizvajati. To je bistvo. Dejansko kriza je neko zdravilo, v navednicah rečeno, da me pravilno razumete, da se potem pravilno razmišlja. Kriza, ali je to v politiki, ali je kriza v gospodarstvu, po familiji, ali kriza v nekem konkretnem podjetju, je to neka napetost nastane. Kot primer, če imamo potres pod zemljo, je napetost. In ta napetost se zravna s potresom in potem se zemlja umiri. V politiki se morajo tudi zbutati, kot v ringu, če grejo na boks, se zbutajo in potem se eden zmaga, ali pa skratka se to umiri. Isto v tem našem gospodarstvu imamo primer krize, so pretresi, in zdaj treba samo mozak, to je treba eno mir, sodelovanje, timsko delo in gledati v neke skupne cilje za skupno dobro te naše male in mlade domovine Slovenije. Ne recimo se konfrontirati na vsak detajl, ampak daj ti prispevaj. Jaz izredno uživam, da imam konverzacijo, da diskutiram z ustvarjalci, inovatorji, in tam človek lepo diha,
ker se oplaja to znanje. No, to je treba prenesti v vsakdanjo prakso, je potrebno to dejansko izvajati. Eno je strokoven, kulturen, dialog in tako naprej, mora biti to celotno, ampak bistvo, da se damo še piko na i, ta kriza bi morala biti in za nekatere že streznitev, da se reče tako, ne bo šlo več naprej, ali je to na mikro ali makro nivoju, kot poudarjam, in ta rdeča nitka od trga družbe do novega salda mora biti v tem smislu prežeta z ustrezno vizijo, ustrezno, zdaj imamo globalizacijo in ta globalizacija marsikoga požre, uniči, ampak tudi, če rečemo ocean ali reka ima velike male ribe in mi smo mala riba, ki mora biti fleksibilni, da odreagiramo z znanjem v te naše svetovne tokove in povezujemo to naše znanje, naše kadre univerze v svetovnem merilu in da pariramo na področju kakovosti, konkurenčnosti, to je samo ena rešitev. In ne samo, da marsikakšen Slovenec si želi, ki je lahko živel 10-20 let in več v tujini, si želi, da bi počival njegovo truplo v slovenski zemlji. Jaz sem razvijal eno tezo, da bi morali mi te naše kadre, ki so šli pred več leti v tujino in so naredili tam kapital, menedžment, so ustvarili veliko, da jih mi zvabimo v to Slovenijo, da prenesijo njihov kapital, njihovo znanje in istočasno pustijo tržne poti za sabo, da se tle proizvaja in da se potem to lepo prodaja po širnem svetu. Skratka, Slovenija mora biti odprta ne samo za tuje investicije, tujo delovno silo, ampak globalno tudi za bančni sistem in vse ostale sfere, da je to uravnotežena bilanca, uravnoteženo razmerje, uravnotežen razvoj na celotni črti. Najlepša hvala za vaše razmišljanje in upamo, da bo tudi to razmišljanje povzročilo še kako reakcijo v pozitivni smeri. Hvala tudi vam.